Pozdravljeni, študenti in študentke Fakultete za računalništvo in informatiko. Danes je dan slovenske prehrane in ker vas žal ne moremo gostiti tukaj na fakulteti, na tradicionalnem slovenskem zajtrku, smo za vas pripravili en zanimiv pogovor z legendo slovenskega alpskega smučanja Juretom Koširjem. Pojdimo. Pozdravljeni, Jure Košir. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj pred Fakulteto za računalništvo in informatiko na dan slovenske prehrane. Zanima me nekaj, kako pomembna je prehrana pri vrhunskem športu? Ja, za prehrano rečemo, da je gorivo telesa, bencin, ki te poganja. Lahko rečem, da v letih, odkar sem bil jaz poklicni športnik, do zdaj se je ogromno spremenil, predvsem v znanju, kaj nam prehrana, pravilna prehrana lahko pripomore in kaj nam odvzame lahko. Tako da je treba upoštevati ta znanja ne zgolj v športu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Splošne značilnosti so znane, danes so ogromno vsebin na spletu in lahko nam veliko pomaga pri ne samo težkih športnih podvigih, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Nam lahko zaupate, kakšna je bila vaša rutina takrat v času smučarske kariere? Kakšen je bil dobesedno zajtrk prvakov? Ja, kot rečeno, ogromno se je spremenilo od takrat. Želim si, da bi več vedeli v tistem času, kot vemo zdaj. Nažalost je bilo tako, da večinoma smo bivali v hotelih ali penzionih, kjer se ni toliko niti dalo izbirati pravilne prehrane, ampak smo bili velikokrat prisiljeni pojesti tisto, kar je bilo pač na voljo. Jaz zase vem danes, da nekatere vrste živil so negativno vplivale na moje počutje, ampak to so bili časi 90. leta prejšnjega stoletja, tako da ogromno je napredovalo od takrat in danes vem, da so vrhunski športniki natančno analizirani na podlagi krvne slike, kaj jim odgovarja alergijsko in tako naprej. In se je tukaj naredil ogromen korak naprej, mogoče še celo več kot v samem načinu treninga. Kako sedaj ostajate v kondiciji? Kakšni so vaši zajtrki zdaj, ko so izzivi v življenju drugačni in ni tekmovalnega ritma? Ja, mislim, da za svoje leta ostajam kar v dobri kondiciji in se trudim. Ukvarjam se zgolj z rekreativnim športom, ne tekmujem več, vendar sem pa dokaj reden pri tem. Jasno, prehrana pa skušam jesti zdravo, seveda ne uspe vedno, ni nič narobe, če se kdaj tudi nekoliko pregrešimo, ampak celota oziroma nek smiselen jedilnik, tedenski, jaz rečem temu, je pa fajn imeti. In zdaj, če se pregrešimo recimo za vikend, je zelo koristno, da potem imamo čez dneve v vikendu zdrave, da natančno vemo, kaj zaužijemo. Predvsem opažam, da ljudje premalo se zavedajo, kaj so čez dan zaužili, kakšno vnos hrane, ali bilo preveč ogljikovih hidratov, preveč proteinov, ali bilo preveč sladkorja. Skratka, ljudje smo nagnjeni k temu, da radi pozabimo, kaj smo pojedli. Tako da tisti, ki bi se res želel spraviti v neko višjo formo ali shujšati ali kakorkoli, mora natančno vedeti, kaj je zaužil in predvsem kalorijsko vedeti, kaj je zaužil. Kar se pa tiče same prehrane, pa sami vemo, nekateri ne prenašajo mlečnih izdelkov dobro, nekaterim žitaric ne. Skratka, treba je ugotoviti, na kaj dobro reagiramo, na kaj telo dobro reagira in na kaj ne. Predvsem bi rekel, da je treba biti raznovrsten in ogromno piti. Celotna populacija se mi zdi, da premalo pije vode, premalo hidrirana in pa zelenjava, sadje, nujni vnosi tudi v zimskih mesecih. Pobudo Slovenski zajtrk, ki se že 4. leto pridružujemo tudi na FRI, opominja na pomen lokalno pridelane prehrane in značilnih domačih jedi. Katero slovensko jed ali sestavine bi najraje našli na mizi za prvi jutranji obrok? No, kot prvo bi rekel, da zelo podpiram slovensko pridelano hrano in pa predvsem podpiram tiste, ki se trudijo vzdrževati tudi neke njivce, vrtove. Tudi sam sem med njimi in mislim, da ljudje lahko veliko z zelo malo truda ustvarimo ene izjemno kvalitetne hrane.
Slovenija je zelo čista dežela, tako da praktično lahko kjerkoli gojimo, ali zelenjavo, sadje, kakorkoli, ali tudi nabiramo. Kar se pa tiče slovenskega zajtrka, bi pa vseeno šel zelo spet v stare čase. Ne vem, ržen kruh imam zelo rad, domače maslo. Potem so pa tukaj domače narejene marmelade, ne. To so lahko res tudi take, ki ne vsebujejo preveč sladkorja, in tukaj bi bil moj izbor za slovenski zajtrk. Za konec pa bi vas prosili še za en nasvet za naše študente, za naše zaposlene, ki veliko časa preživimo pred računalniki. Kaj nam predlagate glede prehrane in glede načina življenja, še posebej v tem času, ko nekako moramo prilagajati svoje življenje in smo še manj mobilni kot sicer? Mislim, na splošno je sedeči življenjski slog postal tegoba človeštva. Vsi veliko preveč stojimo, zato nekako se abdominalni del mišičevja običajno oslabi, in tukaj moramo vsi delati, da postane močnejše. Torej, če sedimo veliko, je vsekakor potrebno delati pavze in se zravnati, se raztegniti, predvsem pa tudi krepiti trebušni del mišičevja in pa tudi spodnji del hrbta, kajti bolečine prej slej pridejo, če predolgo sedimo. Tudi sam sem eden izmed njih in imam precejšnje težave, če se moram odpraviti na daljšo vožnjo z avtomobilom, če predolgo sedim za računalnikom ali za mizo. Obstajajo načini, zelo enostavni, kako z majhnimi koraki vsak dan naredimo nekaj za svoje telo, recimo za svoj hrbet ali vrat. Treba si vzeti 15 minut, pol ure, in s tem, to kot neka osebna higiena, jaz temu rečem, in s tem lahko ogromno spremenimo v smislu same drže, počutja in pa tudi zmanjšanja bolečin. Kar se tiče prehrane čez dan, je zelo pomembno, da če imamo miselno delo ali pač težko delo, da je treba vnašati neke energijske zadeve na vsake toliko časa, da je potem energija nekako disperzirana čez cel dan enakomerno, ne. Kajti težava je, če dolgo časa ne jemo, potem pojemo en velik obrok, energija po tistem zelo pade in nismo sposobni praktično, sploh če kaj napačnega pojemo. Tako da je treba imeti en dan prej fajno, super je, da si naredimo nek smiselen jedilnik, da si tudi stvari pripravimo. Dan danes je vse na voljo in treba je samo malo časa si vzeti. Če si vzamemo čas za marsikatero drugo, čas je potrebno tudi vzeti čas za razmislek, kaj bomo vnesli v svoje telo, ne. Tako da to nam ne vzame, treba se zgolj navaditi. Gre za eno samo disciplino, tako pri nekih osnovnih vadbah, kot pa tudi pri načrtovanju prehrane. Najlepša hvala, da ste bili z nami, Jure Košir, in želimo vam še veliko uspehov v življenju. Hvala lepa, tudi vam uspešno.